Kot pomemben del razvoja svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v Sloveniji smo v letih 2003-2004 zasnovali tudi terensko delo. Po zgledu nekaterih evropskih držav smo se odločili, da svetovalec v izobraževanju odraslih na odrasle, ki se ne vključujejo v vseživljenjsko učenje, ne čaka le v svoji pisarni, temveč gre ven iz svoje organizacije na različne lokacije, kjer odrasli delajo, bivajo ali so aktivni v prostem času. Da bi k temu pristopili čim bolj prepoznavno, smo v letu 2004 najprej zasnovali Dan svetovalnih središč za izobraževanje odraslih, ki smo ga glede na dobre odzive skozi leta razširili na 3 dni, v nekaterih okoljih tudi na več dni, če se to poveže s katerim od dogodkov v lokalnem okolju. Na Andragoškem centru Slovenije stalno podpiramo razvoj terenskega dela in vlogo, ki jo ta ima pri informiranju odraslih o možnostih svetovalne podpore pri njihovem izobraževanju in učenju ter široki paleti programov izobraževanja in učenja za odrasle. V zadnjih letih je veliko teh programov brezplačnih in usmerjenih v aktualne vsebine, ki omogočajo dvig temeljnih in poklicnih kompetenc, nujnih tako za delo kot za osebno življenje. S tem pomembno prispevamo k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje, kar je eden od strateških ciljev Slovenije, vsaj 19% vključenost odraslih do leta 2030. Na UPI Ljudski univerzi Žalec je bilo svetovalno središče za izobraževanje odraslih, takratni ISIO, eno izmed prvih, ki so izpeljala dneve svetovanja za znanje. Ideja se je porodila prav pri nas, ker smo iskali možnosti, kako se odraslim čim bolj približati, še posebej tistim, ki nas niso poznali ali še niso bili pri nas na izobraževanju in svetovanju. Takrat smo si v mreži zadali, da bomo vsa lokalna svetovalna središča v mesecu septembru, ko se začne nova izobraževalna sezona za odrasle, organizirali Dan svetovalnega središča in ob tej priložnosti skupaj s partnerskimi organizacijami predstavljali izobraževalne možnosti v svojih okoljih, izven svoje organizacije, na javnih mestih in drugih organizacijah, seveda tudi v medijih. Prvi dan svetovalnih središč smo na UPI Ljudski univerzi Žalec leta 2005 izpeljali stojnico v večjem nakupovalnem središču v Celju, kjer smo nagovarjali pravzaprav vse odrasle, saj smo v tem začetnem obdobju gradili predvsem na prepoznavnosti naše dejavnosti. Iskali smo vse možne načine, da se odraslim čim bolj približamo, tudi v njihovih okoljih, da smo zanje čim bolj dostopni. Svetovanje v izobraževanju odraslih smo predstavljali tudi na več radijskih postajah in sicer skupaj z našimi strokovnimi partnerji, kar je med nami gotovo utrdilo medsebojne vezi. Učinki dneva so bili večplastni, odziv zelo dober, zato smo izvedbo naslednje leto ponovili in jo ponavljamo še danes. V letu 2024 smo dneve svetovanja za znanje izpeljali že 20. zapored. Dogodke je izpeljalo vseh 35 organizacij, ki v Sloveniji izvajajo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot javno službo. Za uspešnost dogodka je pomembno, da sodelavke Andragoškega centra to aktivnost koordiniramo, strokovno podpiramo, spremljamo ter usmerjamo na nacionalni ravni. Da bi bili dogodki odraslim še bolj prepoznavni, smo v letu 2022 vpeljali tematske dni, ki so povezani z različnimi aktualnimi vsebinami, kot je na primer Dan za skrito znanje, digitalno znanje ali Dan za zeleno znanje. Na Andragoškem centru Slovenije skrbimo tudi za promocijo dnevov svetovanja za znanje na nacionalni ravni. Oblikujemo skupno promocijsko gradivo, sodelujemo v radijskih in televizijskih oddajah, pripravljamo članke za različne medije, seznam dogodkov objavljamo na spletni strani svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih ter spremljamo in usmerjamo objave na družbenih omrežjih. S tem prispevamo tudi k ozaveščanju o pomenu vseživljenjskega učenja. 35 organizacij v času dnevov svetovanja za znanje v 3 dneh izpelje blizu 200 različnih dogodkov. Od stojnic na javnih mestih, kot so parki, trgi, nakupovalna središča, do brezplačnih delavnic in predavanj ter drugih dogodkov, s katerimi nagovarjajo odrasle v različnih krajih in prostorih po vsej Sloveniji. Organizacije oziroma svetovalke, svetovalci se pri zasnovi dnevov svetovanja za znanje res potrudijo in so pri izpeljavi dogodkov pogosto zelo inovativni.
Informiranju in svetovanju na terenu dodajo številne aktivnosti, ki odrasli pritegnejo. Kolesarijo, pečejo palačinke, pa vrtijo kolesa sreče, organizirajo ustvarjalne delavnice ali pa se odraslim predstavljajo v virtualnem okolju. Ne glede na vrsto aktivnosti, pa je bistvo dnevov povsod enako. Svetovalke in svetovalci predstavljajo možnosti svetovalne podpore ter nudijo informacije in nasvete povezane z izobraževanjem in učenjem odraslih. So na terenu, med odraslimi in so osebno dostopni. Podatki kažejo, da so dnevi svetovanja za znanje za nas pomembni zato, ker na ta način z informacijami dosežemo odrasle, ki nas še ne poznajo. In jih seznanimo, kaj je na področju vseživljenjskega učenja novega, aktualnega in kaj od tega je tudi brezplačnega. Odraslim ponudimo informacije, jih povabimo na osebno svetovanje, izobraževanje, v postopke ugotavljanja in dokumentiranja znanja in spretnosti, v središče za samostojno učenje ter jim na različne načine pomagamo tudi pri načrtovanju in razvoju kariernih ciljev. Dnevi svetovanja za znanje so za našo ljudsko univerzo pomembni tudi zato, ker k sodelovanju radi povabimo partnerje iz lokalnega okolja ali se jim mi pridružimo pri njihovih aktivnostih. Tako krepimo tudi vezi med različnimi deležniki na področju izobraževanja odraslih v okolju in utrjujemo svojo prepoznavnost v lokalni skupnosti. Uspešnih 20 let dnevov svetovanja za znanje potrjuje naše načrte, da s to aktivnostjo terenskega dela nadaljujemo. S svetovanjem za znanje želimo povečati dostopnost in vključenost različnih skupin odraslih v vseživljenjsko učenje, pri čemer razmišljamo o novih oblikah. Povezati se želimo s potujočimi knjižnicami, sindikati, podjetji in dejavnostjo različnih društev. Želimo biti vidni in prepoznavni ter sporočati odraslim, da imajo lahko brezplačno svetovalno podporo svetovalca v izobraževanju odraslih v vsakem trenutku.